Lepo pozdravljeni! Danes se podajamo na pravo znanstveno detektivsko potovanje, na katerem bomo razkrili eno največjih skrivnosti narave. Začnimo kar pred več kot 100 leti. Tale pesem Hilarija Belloca namreč popolnoma ujame duha tistega časa. Predstava o nekih nevidnih bitjih, ki naj bi povzročala bolezni, no, to se je takrat zdelo skorajda neverjetno. Tisočletja so ljudje za bolezni krivili res vse mogoče, od božje volje in položaja planetov do tako imenovane miazme, slabega zraka iz močvirij. A pravi krivec je bil skrit očem. In preden smo ga lahko našli, smo morali nehati iskati na vseh napačnih mestih. In tako se je začel prvi korak naše preiskave. Pionirski znanstveniki so se podali na lov za popolnoma nevidnim sovražnikom. Primer se je gradil res počasi, košček za koščkom. Znanstveni detektivi so sledili namigom, ki so kazali na nekaj veliko manjšega in, odkrito rečeno, bolj čudnega od vsega, kar so poznali. Vse se je začelo sredi 19. stoletja, s Pasturjem in Kochom. Potem je leta 1866 Adolf Meyer opazil nekaj čudnega pri tobaku, bolezen je nalezljiva, a bakterije ne najde. 16 let kasneje Dmitrij Ivanovski to potrdi in dokaže, da je povzročitelj tako majhen, da gre skozi vse filtre. In končno, leta 1898, Martinus Beijering reče: počakajte, to ni strup, to je nekaj novega, nekaj, kar za življenje potrebuje žive celice, in poimenuje ga virus. In ta izraz filtrabilni dejavnik je bil ključen. Predstavljajte si, da imate mrežo, ki ujame vse znane ribe, ampak nekaj še vedno pride skozi. To je bila njihova glavna sled. Osumljenec je bil kot nekakšen duh v stroju, ki se je izmuznil vsaki pasti, ki so mu jo nastavili. Torej, detektivi so imeli ime za osumljenca, virus, ampak še vedno niso imeli obraza. Lovili so nekaj, česar dobesedno še nihče nikoli ni videl. Desetletja je resnična narava virusov ostala popolna uganka. Znanstveniki so vedeli, da obstajajo, ampak niso si mogli predstavljati, kaj so. Potem pa, bum, tehnološki preskok, ki je spremenil vse. Nujno so potrebovali način, da končno pogledajo temu nevidnemu sovražniku v oči. In ta preboj je prišel leta 1939, izum elektronskega mikroskopa. Končno je človeštvo dobilo oči, da vidi virus. In ko so pogledali, wow, prve slike so razkrile nekaj osupljivega. Celo paleto različnih oblik, od takšnih, ki so spominjale na opeke kot pri kozah, do nabojev pri steklini in paličastih oblik pri rastlinskih virusih. Nenadoma duh ni imel le enega obraza, ampak celo zbirko. Postalo je jasno, virusi niso samo neke pomanjšane bakterije, to je bil povsem nov razred mikrobov. Morda je najboljši, najelegantnejši opis podal imunolog Sir Peter Medavar. Rekel je, da je virus preprosto slaba novica zavita v beljakovine. In to je to. Genialno, kaj ne? Je samo niz navodil za povzročanje težav, zapakiran v nekakšen zaščitni ovoj. Da bo zadeva popolnoma jasna, poglejmo si ključne razlike med virusi in bakterijami. Prvič, velikost. Virusi so smešno majhni, tudi do 500-krat manjši. Potem zgradba. Bakterija je cel, živ organizem. Virus? Ne, virus sploh ni celica. Je samo košček genetskega materiala v beljakovinski kapsuli. In ključna razlika? Razmnoževanje. Bakterija se lahko deli sama. Virus pa je kot pirat. Potrebuje živo celico, da jo ugrabi in se razmnoži. In še to, medtem ko so nekatere bakterije celo koristne, so virusi, skoraj nikoli. V redu. Krivca smo identificirali. Zdaj pa je bil čas, da ugotovimo, kako točno deluje. Kakšen je njegov modus operandi? Kot smo rekli, virusi so ultimativni paraziti. Res, ne znajo se razmnoževati sami. Celoten njihov obstoj je odvisen od ene same strategije. Vdreti v živo celico, jo ugrabiti in jo prisiliti, da opravi umazano delo zanje. In ta metoda napada je pravzaprav brutalno učinkovita. Lahko si jo predstavljamo kot rob v 4 korakih. Prvi korak. Vstop. Virus se prime na celico in vanjo ubrizga svoj genetski načrt. Drugi korak. Prevzem. Ti virusni geni so kot hekerji, prevzamejo nadzor nad celico. Tretji korak. Sestavljanje. Ugrabljena celica postane tovarna, ki proizvaja na tisoče novih delov za viruse. In četvrti korak, finale, sprostitev. Novi virusi se sestavijo, predrejo celico, jo pri tem uničijo in se razširijo, da okužijo nove žrtve. Učinkovito, a uničujoče. Ampak, veste,
Ta detektivska zgodba ni samo o zločinu. Je tudi o tem, kako smo se naučili braniti, kako smo se postavili po robu. In prvi večji preboj, prva sled, kako se braniti, ni prišla iz kakšnega naprednega laboratorija. Ne, prišla je z opazovanjem na kmetiji konec 18. stoletja. In glavni namig so dale, verjeli ali ne, krave. Leta 1796 je angleški zdravnik Edward Jenner opazil nekaj zanimivega. Mlekarice, ki so prebolele blage kravje koze, se niso nikoli nalezle smrtonosnih črnih koz. In pomislil je, kaj če je tu neka povezava? Naredil je nekaj, kar bi danes veljalo za nepredstavljivo tvegano. 8-letnega dečka je najprej okužil s kravjimi kozami. Ko je deček ozdravel, ga je izpostavil črnim kozam. In deček je ostal zdrav. Ta drzen poskus je postavil temelje za vso sodobno imunologijo. In prav od tod, iz te zgodbe, izvira beseda cepivo. Izhaja namreč iz latinske besede veka, kar pomeni krava. To ime je trajen spomin na sam začetek našega boja proti virusom. Kako pa cepiva sploh delujejo? Princip je pravzaprav precej genijalen. V telo vnesemo oslabljen ali uničen delček virusa. Naš imunski sistem se tako seznani z obrazom vsiljivca. To je, kot bi dali našim telesnim varnostnikom tiralico za zločincem. Naučijo se ga prepoznati in če kdaj v telo vdre pravi, nevarni virus, ga naš imunski sistem že čaka, pripravljen na boj. Ampak poleg vse te visokotehnološke znanosti je naša najmočnejša in, kar je pomembno, najbolj dostopna obramba nekaj neverjetno preprostega. Nekaj, kar lahko naredi čisto vsak. Temeljito in pogosto umivanje rok z milom in vodo. Torej, ta detektivska zgodba še zdaleč ni končana. Virusi so namreč mojstri preobrazbe, nenehno se razvijajo. In medtem, ko se naša znanstvena preiskava nadaljuje, se postavlja ključno vprašanje za prihodnost. Kako bo videti naslednje poglavje v tej večni igri mačke in miši?